Lep dobro večer, dobrodošli v dvorani Silvana Furlana v Slovenski kinoteki na v bistvu začetku retrospektive Pasolini 100. Včeraj smo retrospektivo odprli z Pasolinijevim drugim celovečernim filmom Mama Rim, ki se ga boste imeli priliko še enkrat ogledati, če ste ga zamudili. No in ta retrospektiva bo pospremljena z uvodi eminentnih gostov. Prva, ki bo zdaj kmalu stopila na oder, je Majda Širca, piska in novinarka in zelo v bistvu ena izmed najbolj, bi lahko rekli, največjih poznavalk italijanske kinematografije pri nas. Med drugim je Majda napisala tudi zelo dolg uvod, izčrpen uvod v knjigo Heretični empirizem, ki je pravkar izšla in jo bo predstavila na tem odru skupaj z Andrejem Šprahom 7. aprila, v četrtek, če se ne motim, v četrtek, 7. april, ja. Po predstavitvi knjige bomo pa pokazali še dva filma, dokumentarca o Pasoliniju in epizodo iz omnibusa Rogopak Skuta. Majda bo z nami še enkrat potem, 28. ko bo predstavila drugo projekcijo filma Mama Rim, ki smo ga včeraj gledali. Zdaj pa v bistvu pred projekcijo prvenca Berača Catone bi prosil Majdo za en kratek uvod. Hvala lepa. Blizu. Lep pozdrav. Upam, da ste jo tudi včeraj bili tukaj na predstavi zelo meni najljubšega filma, čeprav tudi Berač je ljub mi, ampak zagotovo najljubšega filma Mama Rim, drugega celovečerca Pier Paola Pasolinija. Če pa eventualno ste ga zamudili, priporočam, da si ga ogledate v aprilu enkrat, že pride na vrsto še enkrat. Pri filmih Pier Paola Pasolinija tako rekoč se ni mogoče izogniti, ko govorimo o njih, tudi njegovega življenja, ker so njegov filmski opus tesno povezan z koraki, njegovimi življenjskimi pogledi, situacijami in stremljenji. Berač je nastal leta 1961, ko je bil Pasolini že okrog 40 let star, se pravi, ni bila režija in ni bilo filmsko udejstvovanje njegova prva izbira, kot se temu reče, kot recimo je bila to Fellinijeva ali pa Bertoluccieva ali pa Antonionijeva, ki so se tako rekoč ob rojstvu odločili, da bodo režiserji. Pasolini, kot vemo, je že v mladih, že pri 19 letih izdal prve pesniške zbirke, tudi v furlanščini, potem je izdal romane, pisal je mnogo več, kot je snemal. 61. pa je kar nekaj stvari botrovalo temu, da se je lotil filmske režije. Berač je njegov prvenec, kot sem rekla. Namreč takrat je že živel v Rimu. Pasolini je med vojno leta 1940 se preselil z mamo tukaj v Furlanijo, v Casarso, kjer je bila tudi mamina rojstna hiša, oziroma ker mama je bila iz Furlanije, iz židovske družine, oče je bil iz Urbina, je bil vojaška oseba, ki je zelo dosti potoval, zaradi tega tudi so se ogromno selili in kot vam je najbrž zdaj že znano, so nekaj časa živeli tudi v Idriji, ko je Pasolini imel, ko je obiskoval 4. razred osnovne šole oziroma začetek 5. razreda. Skratka, te selitve so bile zelo pogoste, ampak v Casarso so šli zaradi vojne in so se umaknili, kar je bilo nekako bolj mirno, manj ogrožujoče, in to je bil malo predrzno, če lahko tako rečem, rajsko življenje za Pasolinija. Bil je mladenič, bližal se je 20. Tam bil je učitelj, poučeval je tudi z mamo, sta ustanovila neko akademijo, poučeval je, risal, slikal, restavriral freske v bližnji Vrsuti. Politično se je že zelo udejstvoval, seveda je bil član komunistične partije, ateist sicer, ampak globoko krščansko neviran, globoko je spoštoval vero oziroma primarno krščansko izročilo evangelistov. In v tej Casarsi je dobesedno zaživel, tudi v smislu ustvarjanja,
Ampak potem se je zgodilo to, da so prišla na dan njegova razmerja z fanti, s katerimi se je družil v Nataliementu in imel tudi že prve relacije in odnose, ki so seveda bili zelo moteči in so ga o prvi priliki, pa ne samo zaradi tega, tudi predvsem zaradi njegovega političnega udejstvovanja, izključili in tako rekoč pognali čez noč na cesto in sta z mamo nekega januarja leta 1951 zgodaj zjutraj zbežala dobesedno oziroma morala oditi in sta šla v Rim in začela od nič. Zdaj smo v letu 1951 in do Akatoneja je še 10 let. Mislim, da najhujših let, čeprav je v tem obdobju Pasolini bil zelo aktiven v smislu pisanja, političnega udejstvovanja in razmišljanja, polemičnega življenja, ampak vendarle živel je slabo, mama je bila služkinja, mislim, mamo omenjam zaradi tega, ne samo zaradi mame Rim, ki ste ga včeraj gledali, ampak zaradi njunega posebnega odnosa. Ko sem govorila z učenci, nekdanjimi učenci iz Kazarse, ki so obiskovali te njegove učne ure iz latinščine, grščine, zemljepisa, zgodovine, so se zelo radi spomnili, kako sta izgledala z mamo, ne, da ko sta šla po cesti, da sta bila kot dva zaljubljenca, da sta bila kot nek par in dejansko ta privrženost z mamo Suzano je bila neverjetna, tako da res ni čudno, da je potem, ko je posnel film Evangelij po Mateju, zaupal glavno oziroma vlogo Marije prav mami Suzani, glede na to, da je menil, da ni boljšega ljubečega teksta med materjo in sinom, kot je lahko med Kristusom in Marijo oziroma v tej krščanski relaciji. No, ampak kakorkoli mama, mislim, ti detalji, ki so mi pripovedovali učenci njegovi, so res zanimivi. Recimo, mama ni poznala njegovih nagnjenj, tudi Pasolini ni nikoli vozil domov svojih prijateljev, to se vse druži vse drugje, ampak ta neverjetno zvišen odnos do mame in njen pretirano ljubeč do njega se je recimo kazal, vam povem samo en primer, recimo, ko sta se preselila in je bil to udarec v bistvu, ko sta zapustila to Kazarso in je ona mu zjutraj hodila po mleko, ki je bilo čim bolj podobno tistem, ki se ga je v Furlaniji kupovalo in celo šalco, v katero mu je potem dajala to mleko za zajtrk, je obtolkla na ta način, kot je bila tista šalca, ki je bila v Kazarsi. Skratka, nek zelo specifičen odnos. To govorim pa zato, ker se je potem v Rimu seveda takoj vključil med različne, izdal 4 knjige do leta 1961, med drugim tudi Gramscijev Pepel. Naj tudi povem, da je prej, ko si je moral zapustiti Furlanijo, so ga izključili iz partije seveda, ampak to ni njega oviralo, da ne bi verjel v to, kar je menil, da je prav, da je potrebno verjeti. Ne glede na to, da je bil kritičen tudi do marksizma in krščanstva, kot sem rekla. Ampak verjel je v vrednote njegove, so bile opredeljene kot tiste, ki kaj postavlja svet na noge, mu je bilo povsem jasno. In napisal je tudi in začel se je nekako gibati tudi med filmskimi krogi, stanoval v isti hiši kot Bertolucci in družil se je tudi s Fellinijem. Sedaj Fellini je bil iz drugega testa kot Pasolini, čeprav sta ustvarjala skoraj istočasno in čeprav sta naslavljala tudi gledalce z zelo podobnimi primeri in vsebinami. Skratka, kritizirala sta obstoječo družbo, sploh pa družbo, ki se je v Italiji razcvetela s tem norim ekonomskim boomom, ko so v 60-ih letih tako rekoč celo Italijo pozidali s temi avtocestami in ko so ta naselja njihova, predvsem delavska naselja, rasla kot gobe po dežju.
kaj pa je to tudi pomenilo, ne samo ta nor ekonomski razcvet in gospodarski razvoj, ampak to je pomenilo tudi ustvarjanje novih razrednih razlik, vse večje recimo revščina na eni strani, bogatstvo na drugi strani in seveda tudi vse bolj težavno življenje za določene sloje ljudi, s katerimi se je seveda Pasolini zmeraj identificiral in ni skoraj filma, njegovega filma, ki ne bi bil posnet v teh obrobjih, v teh Borgatah, v teh zapuščenih delavskih, še neuscvetelih področji, kjer diši že, ko ga gledamo po smeteh, po urinu, ko je blato tako rekoč na dosegu naših oči, ko spremljamo te njegove filme. No, in za Fellinija je naredil nekaj delov scenarija, za Kabirjo je seveda napisal scenarij tam, kjer je Kabirja prostitutka, in za Sladko življenje je napisal neke dialoge, ki so bile vezane na to dekadentno družabljanje in žuriranje dobesedno. Ampak vendarle sta si bila drugačna, tako da ga je v bistvu zelo razočaral tudi Pasolinija, ker mu ni, čeprav mu je obljubil, da bo mu produciral Akatoneja oziroma Berača, se potem Fellini nekako umaknil, misleč, da ni še dovolj zaupanja vreden, kot je bil on sam, seveda. Ampak seveda Pasolini je vse presenetil, film je posnel sam, posnel ga je v rahlo tej neorealistični maniri, ki je bila takrat seveda v Italiji še zelo prisotna, snimal je na način tega vonja in lovljenja tega utripa po teh ulicah, recimo skrival s kamero, se je skrival v neke škatle, ki so bile neke šotore, so delali po ulicah, zato da se ni videlo kamero. Skratka, hotel je zajemati ta duh realnosti, ki bi čim bolj približal življenje in tisto življenje iz podrobja, iz obrobja, iz suburbije. In tisto življenje, kjer so ljudje ne zaradi svojega zla, kot smo mogoče, se spomnite, videli v Mami Rim, ne zaradi, ampak zaradi okoliščin, prisiljeni v neke situacije, ki jih enostavno ne morejo v življenju spremeniti. Če tudi se trudijo, da bi nehali s prostitucijo, da bi nehali z vodništvom, da s krajami, s malimi prestopništvi, če tudi vse gre v smer meščanskega recimo vzora življenja, to spodleti, skozi spodleti. In zelo zanimivo je, ko vas opozorim na en detajl v tem filmu, ko skače ta Berač, Akatone pomeni Berač, v bistvu je to nadimek glavnega igralca v filmu, skače kot v Mostarju dol v reko z višine in potem se fantje, tudi ti postopači tam, ki so skozi nekaj preživljajo dan z različnimi stran potmi in podobno in zezani in pravijo, kaj pa če sedaj, ko boš padel dol, ne vem, se utopiš ali kaj takega, kakšen spomenik bi si ti želel, mislim, da je tako, bom po spominu govorim. Pa kaj bi napisal na to ploščo, pa prav ta Berač, poskusiti zaverjeti, tako, da je v bistvu neko sporočilo, da je vedno v življenju potrebno se vreči nekam, če tudi v blato, če tudi v vodo, če tudi v globino, ampak če tega ne narediš, ne boš mogel realno videti, kaj v življenju ima neko težo ali kaj je potrebno spremeniti ali kaj je potrebno doseči ali karkoli, predvsem izkusiti. In tukaj vidim zagotovo neke prvine tega neorealizma italijanskega, kjer poskuša, ne tako daleč kot Rossellini seveda, ampak kjer poskušajo se dotakniti tega vsakdanjega uličnega življenja in opisal
poskusov bega iz tega življenja. Da ne bi predolgo govorila, ker verjamem, da vas film zelo zanima, naj še to povem, da pri Pazoliniju dobesedno ni bilo filma, ki se ne bi s projekcijami, s premierami na premierah, potem ko jih je pač posnel, ne dogajalo kopico zelo nesrečnih zgodb, večinoma po sodiščih. Ko je branil svoje filme, jih je vedno sam branil. In imel je včasih tudi kakšnega ne odvetnika, ampak intelektualca, ki je poskusil dvigniti neko interpretacijo spornosti in obsodb zaradi njegovega dela. No, pri Akatoneju se je zgodilo to, da so na Mostri v Benetkah, ko je bil prisoten, ga vrgli iz tekmovalnega programa, sicer itak je potem Pasolini svoj festival v Gradežu naredil kasneje, kjer so se pa zbirali pol drugačno občinstvo, Bart in ustvarjali manifeste filmske in tako naprej. Ampak dobro, vrgli ga so iz tekmovalnega programa, bil je to prvi film, ki je bil v Italiji prepovedan za občinstvo pod 18 let, in sicer po 2 mesecih prerekanja in polemik, kaj je s tem filmom vse narobe, potem je to ministrstvo, ne vem, kdo je odločal, so rekli, dobro, ok, naj bo 18 namesto 17 let, ker najprej so za 17 postavili mejo. No, ampak ta prepoved, omejitev na 18 let je potem še kar dolg časa veljala v Italiji. No, potem so bile take bizarnosti, da v Rimu, ko je bila premiera, so metali vsega vraga v platno, črnilo, sladki Janez, to mi nekako ni jasno, zakaj sladki Janez, ampak tudi to se je dogajalo, da so popacali platno in imeli kar neprijetne izpade, tudi nekaj neofašističnih podtikanj je bilo. In potem prirejan in manipuliran, da je v bistvu neofašist Pasolini, ker mislim, te fake manipulacije niso nove. Skratka, potem je pa tudi bil en zanimiv spor, da se je nek bivši poslanec, nek krščanski demokrat, skratka nekdo se je našel, ki je imel isto ime in je tožil Pasolinija, ker je bil ta človek, ki je imel isto ime kot on, nek Salvatore Pagliacci, in ga je tožil pač, da ga žali, da ta Salvatore je bil zvodnik, skratka ga je obsodil in potem je kar dosti časa trajalo, da je Pasolini se branil na način, da je prišel vsemi telefonskimi imeniki iz Italije in preštel noter na stotine nekih Salvatore Pagliaccijev, da se je izognil tej kazni. Ampak mimogrede, to so seveda obrobne zadeve, ker ne bi vam rada vsebine preveč razkrivala. In ker bi rada tudi povedala, da ni bilo filma, ki ne bi mu botrovala taka in drugačna kazen, polemika. Mogoče samo Evangelij po Mateju ni imel večjih problemov pri občinstvu in pri sprejemu, da ne govorim o Saloju, zadnjem Pasolinijem filmu, katerega premiere Pasolini ni doživel, ker so ga prej ubili, je pa zaradi tega producent kar bil kaznovan visoko in tudi film zelo pozno dovoljen občinstvu v Italiji, da ga je lahko gledalo. V Parizu lahko, oziroma v drugih državah so ga prej gledali kot v Italiji. No, ampak Akatone Berač je točno to, ker je ta poskus skoka v to vodo. Poskus skoka nekoga v življenje, ki bi bilo drugačno, ki bi ga opralo, ki bi tega malega zmikavta, tega zvodnika, ki mu v enem trenutku vir dohodkov umanjka, ko nekako zapeljuje tudi tiste ženske in tiste ljudi, ki jih ima rad. Skratka, ta poskus, da bi se stvari spremenile, se tukaj ne zgodijo, kot se niso včeraj.
In v enem lepših kadrov oziroma sekvenc od mame Rim, ki je včeraj korakala po najbrž Viji Apia, kjer se združujejo, oziroma niti ne po Viji Apia, tam je bilo preveč mundeno zanjo, ampak po teh obrobnih ulicah v predmestju Rima, novih naselij, hodila in mislim, da 5 minut govorila, ne, moja mama je bila ta in ta, moj oče je bil ta in ta, moja babica je bila ravno tako prostitutka. To je bila zaradi tega. Mislim, skratka, gre po mojem v 20 rodov nazaj za to, da vedeti, nič se ne more spremeniti. Ne, nič se ne more spremeniti. Ob vsej volji, ob vsej želji, ob vsej nori potrebi, ob vsej ljubezni, ki jo recimo jo je dajala sinu, pa se ni spremenilo. Tukaj nekaj podobnega, ampak malo drugačnega. Jaz vam želim prijetno gledanje, mislim, da bo to dovolj. Drugače zame ne bi bilo dovolj, ampak predpostavljam, da je treba se prepustiti filmu in o njemu potem lažje razmišljati s spominom na podobe, kakor na besede. Hvala. Samo še par servisnih informacij. Torej, knjiga Heretični empirizem s podnaslovom Film in kinematografija, izbrana poglavja z spremno študijo Majde Širca, je že naprodaj na blagajni Kinoteke. Povedal bi še to, da je tukaj razstava fotografij iz Fellinijevih filmov in iz ozadja snemanja filmov in tudi iz njegovega življenja, ki smo pripravili v sodelovanju s Cinema Zero iz Pordenone in z Bolonsko kinoteko, tako da si vzemite kakšno minuto časa po projekciji, tudi si jo pogledate. In še čisto zadnja informacija, mi smo v bistvu dajmo reči, 80% vseh filmov bomo prikazali s 35 mm kopij, ki nam jih je prijazno posodil Centro Sperimentale di Cinematografia iz Rima. In večina kopij, oziroma skoraj vse kopije so v zelo dobrem stanju, razen te. Ta je najbolj zdrsena, ampak v bistvu smo se odločili, da če vas opozorimo na to in da boste malo potrpeli predvsem pri menjavah rol, gre za pač neko izrabljenost, ki je posledica velike uporabe te kopije, saj gre za distribucijsko kopijo, smo se odločili, da ne bomo iskali nadomestnega DCP-ja in da doživite z nami pač to zgodovino filma tudi na ta način, ko gledamo v bistvu 35 mm kopije, tudi če so malo podrsene. Tako da se opravičujemo za rahli problem s kvaliteto, ampak vseeno mislim, da boste uživali in se prepustite se zgodbi. Hvala lepa. Hvala Majda še enkrat tudi tebi.